Že 29 let se boksarji v Slovenski Bistrici merijo za laskavo lovoriko grb občine. To je športni dogodek, ki da pečat tudi občinskemu prazniku, zato je vsako leto toliko bolj pričakovan. V štiri kote boksarskega ringa je letos stopilo 9 tekmovalnih parov, ki so prišli iz sosednje Avstrije in 6 slovenskih klubov. Med njimi pa je pomembno tekmovalno kakovost pisalo tudi 6 boksarjev in boksarka iz domačega bistriškega kluba, ki so boksali v različnih starostnih kategorijah in težinskih skupinah. V 8. borbi večera so številni gledalci videli dvoboj med domačinom Davidom Brumcem in boksarjem Fužinarjem Matevžem Pečolarjem. V mladinskem obračunu do 67 kg je rdeči športni opremi več pokazal Brumec, ki je dobro namučil nasprotnika in slavil zmago. Zmaga pa mu je na koncu prinesla tudi prvič zlati grb občine Slovenska Bistrica. Takrat, ko sem gledal na prvem zlatem grbu, takrat se mi je že zdelo, da je bilo fajn to dobiti. Potem pa samo trening. Veliko težkih treningov v zadnjem mesecu, 2 mesecih. Res napolno smo trenirali, pa se tudi pol vidi. Ja, David je že dolgo na visokem nivoju, zdaj zadnje čase, tako da me sploh ne preseneča to. Na treningu da vse od sebe. V edinem članskem obračunu sta se 3x po 3 minute v kategoriji do 80 kg pomerila domači boksar Val Prosenjak, ki je že osvojil zlati grb, in član boks kluba Predator Mark Lukačič. Slednji, ki se je boril z modro čelado, je tokrat pokazal več in sodniško odločitvijo z 2-1 zmagal v tem dvoboju, v katerem je Prosenjak nastopil še kot mladinec. Omenjeni dvoboj pa je bil razglašen tudi za najbolj borbeni par na turnirju. Prvo rundo smo po mojem bila tam, druga runda je bila moja, tako je rekel trener. Tretjo rundo pa je moral malo več stisniti, ampak je bil vseeno boljši moj nasprotnik in zato je verjetno tudi on zmagal. Plemenita veščina boks vedno postreže z zanimivimi dvoboji v najtežjih težinskih kategorijah. Tokrat sta v konkurenci mladincev do 92 kg pesti prekrižala. Z rdečo čelado član domačega kluba Jaša Jurko in Aleksandar Dragaš iz boks kluba Aleks iz Domžal. Po 9 minutah trdega obračuna z veliko čistimi udarci z obeh strani so sodniki za zmago roko dvignili domačemu borcu. Je bil kar težki dvoboj, zdaj z njim smo že imela 3. borbo, tako da se kar poznal, mislim, da ima 92 kg, to je kar, tako da ja, je bilo kar težko. Jaša Jurko je dvignil tudi pokal za borca z najboljšo tehniko. Mene je to ful bilo fajn, ker zdaj prvič, prejšnjo leto nisem imel nasprotnika, tako da mene to se zdaj zdi super, bi še večkrat boksal doma. Organizatorji so zraven že omenjenih razglasili tudi najmlajšega zmagovalca. Pokal je prejel Edin Mašič iz boks kluba Aleks, ki je premagal domačega Žana Ureka in to v kategoriji dečkov do 57 kg. Zmage pa sta se v domačem taboru veselila še Aleks Vodušek, ki je pesti prekrižal v kategoriji kadetov do 57 kg. Ta je že v prvi rundi z močnimi udarci nasprotnika prisilil na predajo. Vse 3 runde pa je potreboval za slavje in zmago v kategoriji kadetov do 75 kg Slavek Leskovar. Edini dvoboj v kategoriji starejših deklic med Kladnikovo in Prosenjakovo je dobila slednja. V celoti vzeto je z rezultati svojih tekmovalcev zadovoljen tudi trener Matica Mastur. Letos nas je bilo kar 7 tekmovalcev, ki so bili pripravljeni stopiti v ring. Jaz mislim, da glede na videno smo lahko zadovoljni. Več kot zadovoljni, jaz sem zadovoljen. Vsa čast fantom. To delo, ki smo ga upravljali, pa trenirali, pa se pripravljali na to, je zdaj se pokazalo, tako da kapo dol. Tradicija zlatega grba potrjuje, da v bistriškem boksu delajo dobro. Delo z mladimi pa že rodi sadove. Ja, glavni poudarki kluba so na delu z mladim, da imamo čim več tekmovalcev, kar je zdaj nekaj imamo, in delamo na rekreativni bazi, da se potem še kakšni tekmovalci pojavijo. In seveda, da boks razvijamo naprej v Slovenski Bistrici.
Boks klub pa prihodnje leto čaka velik dogodek in to 30. izvedba Zlatega grba občine Slovenska Bistrica.